Pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Duševno zdravje mladih je danes ena izmed najpomembnejših, a hkrati pogosto spregledanih tem. Stres, družbena omrežja, pričakovanje in negotova prihodnost. Vse to vpliva na psihično stanje mladih. Kako jim lahko pomagamo? Kakšno vlogo ima skupnost, družina, prijatelji, učitelji? Pri zagotavljanju podpore tistim, ki se soočajo z duševnimi stiskami. Kako na duševne stiske vpliva duhovnost? Vse to bomo raziskovali danes. Kako lahko kot posamezniki in družba soustvarjamo okolje, kjer je duševno zdravje prioriteta in kjer si upamo spregovoriti o stiskah brez strahu in stigme. Z nami je dr. Borut Škodlar, priznani psihiater in psihoterapevt, ki že vrsto let deluje na tem področju. Je vodja enote za psihoterapijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer se ukvarja predvsem s psihoterapijo psihoz. Je tudi profesor psihiatrije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Škodlar, lepo pozdravljeni in hvala za obisk. Pozdravljeni, hvala tudi za vabilo. Kako ocenjujete trenutno stanje duševnega zdravja mladih v Sloveniji? Se je po covidu res poslabšalo? Ja, zagotovo so se pokazale kar nekateri trendi spremembe v smislu povečanja stisk, pa tudi enih tesnob, negotovosti, depresivnosti in drugih vedenjskih vzorcev, ki so se tekom časa covida poslabšali. Je pa res, da je določen trend, recimo tega stopnjevanja stisk, stopnjevanja tudi določenih simptomatik med mladimi prisotnih bilo že pred časom covida. Covid recimo, da je nekako pospešil ali pa pomenil eno tako plusk čez rob, ampak je pa že pred tem, kot rečeno, bilo več kazateljev, ki so kazali, da so mladi v večji stiski in da se povečuje tako simptomatika, predvsem tesnobnosti, depresivnosti, nespečnosti, motenj hranjenja in tako naprej. Pa tudi to, da so se tudi več obračali ali pa iskali pomoči pri strokovnjakih. Katere pa so najpogostejše duševne težave, s katerimi se soočajo mladi? Kot sem že omenil, so gotovo v ospredju tesnobnost, stiska, napetost, občutek obremenjenosti, občutek, da je vsega preveč, da je veliko negotovosti v človeku in izven njega. To je najbolj v ospredju. Takšna tesnobnost se kaže potem seveda tudi v tem, da se spanje poruši oziroma so motnje spanja prisotne, da se stiske kažejo v določenih vedenjskih vzorcih, najsi bo umikanja, odmikanja od aktivnosti, lahko preboj v agresivnosti, nestrpnosti in tako naprej. Tudi več je bilo samopoškodovalnega vedenja in tudi samomorilnih misli, idej, pa tudi samomorilnega vedenja. To so neposredne stiske. In poleg anksioznosti, tesnobnosti je zelo pogosta depresivnost, ki gre velikokrat z roko v roki ali že sočasno, ali pa se potem kot posledica ene izčrpanosti, ko je človek dolg časa tesnoben, se na to kasneje nacepi oziroma pojavi. Tako da to so najpogostejše. Pa potem seveda tudi, kot sem omenil, in motnje hranjenja in druge motnje, ki so povezane z enim vsakodnevnim življenjem in tudi tem, kako se umestiti, funkcionirati, uveljaviti in tako naprej, kar so vse v obdobju mladostništva se namreč toliko dogaja pri mlademu človeku na prehodu če tako rečemo, iz otroštva, potem v odraslo dobo, je toliko sprememb, je toliko enih dogajanj v njem, od telesnih do najbolj duševnih in duhovnih. Tako da je to res eno tako turbulentno obdobje in zato je to posebej ranljivo obdobje. Zato se je tudi najbolj pokazalo, ko smo omenili čas covida, se je ravno pri mladih, so tako kot nek lakmusov papir, družbe v tistem, ko se stres poveča, ko se stiske povečajo, je to najbolj tako
ljudje iz tega obdobja so bili najbolj ranljivi, najbolj so potrebovali druge ljudi za sebe, za svojo identiteto, za svojo rast, za svoje, pa če jim je bilo to odvzeto, so to najbolj pogrešali, ker so ravno na prehodu med tistim še varnim, bolj otroškim svetom, če je to varno in upamo, da je pri čim več seveda otrocih in tako, pa na drugi strani tisto odraslo, kjer se že lažje potem človek znajde tudi z malo manj ljudmi ali pa prehodno z določenimi omejitvami. Kakšna je pa razlika med normalno čustveno stisko mladostnika in stanjem, ki zahteva strokovno pomoč? Kakšni so ti prvi znaki, da potrebuje pomoč? Ja, to je seveda zelo odvisno tako od posamezne vrste težav, ki jih ima človek, od vrste tudi stresorjev, ki jih ima, pa tudi od človeka samega, ne. Vedno je v takem, recimo temu kriznem stanju je vpleteno več dejavnikov in tisto, kaj je sama težava, stresor, kot tudi kakšno je okolje okrog tega človeka in tudi kakšno je on po osebnosti, po načinu odzivanja. Tako da je vnaprej težko reči, a ne, in za določeni isti simptomi, enaki simptomi lahko pri enem pomenijo nekaj prehodnega, kar bo v naslednjem času, trenutku že zmogel prevladati in tako naprej, nekoga drugega bo pa to podrlo, bo se zaradi tega nekako notranje psihološko porušil, bo obupal, ne bo videl izhoda in tako naprej. Tako da je v tem smislu vedno treba pogledati v enem procesu, a ne, v enem temu, kako človek živi, kakšne so te spremembe. In zato so tudi zelo pomembne informacije, ki jih imamo, najsi bo od staršev, sorojencev, prijateljev in tako naprej, ko presojamo in se ocenjuje, kakšna je stiska. Ampak seveda pa lahko rečemo, če so pa stiske tako močne, da človek, da tak mladi posameznik ne zmore več funkcionirati, da se je začel nekako predvsem nenadno ali pa v enem krajšem obdobju zelo drugače obnašati, se je mogoče zelo umaknil in ne sodeluje več pri stvareh, ga ne veselijo več stvari, ki so ga prej veselile, in da je neka bolj drastična in očitna sprememba v tem, da izraža tudi to stisko, da ne zmore, da mu je pretežko, da ne vidi, kako naprej, da ne vidi nič optimističnega v življenju in tako naprej. To pa so potem že neposredni izrazi tako močne stiske, da je pa dobro se ustaviti in poiskati eno pomoč, en pogovor še z nekom od strokovnjakov, da se pristopi in priskoči na pomoč. Kako pa lahko sam pri sebi to opazimo, da potrebujemo strokovno psihološko pomoč? Ja, to je seveda zmeraj en tak izziv, zato ker mnogo stanj naših, večina pravzaprav, a ne, so tako čustveno in tako preplavljajoče, da smo mi polno noter in da težko presojamo in težko vidimo pri sebi, da so se stvari nakopičile preveč. Zato je toliko veliko, saj to ne samo med mladimi, tudi med odraslimi in starejšimi je ta isti problem, težava. Kako zdaj videti, sploh če gre nekaj skozi en daljši čas, pa me postopoma vse bolj in bolj melje in sem cel noter in ravno tega ne zmorem videti, a ne, da sem že zelo daleč od tistega, kar je nekdaj bilo, ali pa da me je res. Tako da to videti je včasih celo lažje prek drugih, a ne, da mi drugi rečejo, čakaj malo, a ne, tako da prisluhniti drugim bi bila ena zagotovo zelo pomembnih stvari, da če mi sporočajo prijatelji, sorodniki in tako naprej, da se je nekaj spremenilo, da sem drugačen, da me ne poznajo takega, to bi lahko in bi bilo dobro, če bi bil en tak opozorilen znak. Pa seveda vseeno pa človek opazi pri sebi, a ne, če me stvari ne veselijo več, če ne vidim, če zjutraj vstanem z eno težo in imam občutek, da je pred mano samo en težek dan, spet tak kot včeraj in predvčerajšnjim, in da je tako vse precej sivo in neperspektivno, takrat je že en tak znak, ki pa lahko tudi posameznika samega, da reče tako, da to pa nočem več, da gre tako, in si poišče pomoč. Včasih slišimo, da ima nekdo od naših bližnjih težave z duševnim zdravjem, pa ga ne znamo govoriti. Kaj takrat rečemo, kako mu pomagamo? Kako pristopimo do njega? Ja, mogoče si
ljudje tako preveč naložimo, da bi mi mogli rešiti ali pa kar znati pomagati, ali pa ne bom vprašal, saj ne vem, kaj bi pol naprej, a ne, ali pa se ne bom znal tudi, če mi pove, da mu je težko, kaj pa, ne, če nisem od stroke in nisem, ampak to je nekako napačna predpostavka, zato ker najbolj, kar ljudje rabijo v stiski, rabimo vsi, ko smo v stiski, je, da nekdo to opazi, da nekdo povpraša, tudi če mnogi, ki so v stiski, niso takoj pripravljeni govoriti, ne. Posebna težava je na moški strani populacije, ki se še bolj tega držijo nekako stran in ne bojo se pogovarjali, ne bo tako, ampak tako človek v stiski, ne glede na spol in ne glede na situacijo, ima lahko tudi nek odpor ali pa neko, tudi sam ne ve, kaj bi zdaj govoril od vsega tega, kar mu je, in tako, in mu je težko začeti in mu je težko nekaj prositi nekoga drugega, ne, ali pa izraziti, meni je pa težko. Tako da lahko ena taka samo gesta, samo v smislu gesta, samo začetek, da vprašam drugega, torej, a mu je težko, ali pa da sem opazil, da se nekaj, da je bolj zaskrbljen ali bolj žalosten ali karkoli opazim, je lahko en začetek tega, da se nekaj odvije. Pa če bo rekel, bosta mogoče skupaj pa še tretjega poiskala, ali pa se bo nekje že to, da lahko izrazi, človek je velikokrat en tak prva razbremenitev, prvi korak temu, da se začne reševati. Kam se pa lahko ta človek, ki potrebuje pomoč, zateče k strokovnjaku? Kam naj se obrne? Ja, za zdaj tiste neposredne stiske, za takrat, kadar je res hudo, je vedno na voljo, mislim, so 24 ur na dan na voljo na naši psihiatrični kliniki v Ljubljani, pa po drugih psihiatričnih bolnicah v državi, vedno torej zdravniki in osebe, kjer lahko neposredno pride človek v stiski. In za tiste prve stiske, krizna stanja, težke situacije, je to vedno na voljo. In zato ni čakalnih vrst, niti napotnic neposredno potrebnih, je to nekaj, kar je dostopno. Potem naprej se pa že potem razveji v različne možnosti, da se, če govoriva o otrocih in mladostnikih, oziroma mladostnikih predvsem, so potem poleg omenjenih psihiatričnih bolnic tudi centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, in se lahko tam obrne po pomoč. Potem pa, če so stvari recimo bolj vezane na neke ali družinske ali odnosne situacije, in tako se pa ljudje potem poiščejo lahko tudi psihoterapevte, ki so za takšno področje potem usposobljeni, da jim pomagajo. Kaj pa, če si ne upajo, a lahko koga pokličejo takrat? Sploh kakšni mladostniki? Ja, dobro, da ste spomnili, seveda so tudi telefoni, a ne, za pomoč, taki krizni telefoni, kot jim rečemo, telefoni za pomoč v stiski, nekateri so namenjeni tudi za otroke in mladostnike posebej, pa tudi za odrasle, in je tudi pravzaprav vseeno, kdo, ne, sploh mladi mladostnik, mlad človek, samo da poišče, a ne, klic v duševni stiski na kliniki, potem so in Tom in SOS telefon in različni vrste telefonov, mislim, več jih je, in je tako, da se poišče po spletu in pokliče. Je pa to dobro, da ljudje pokličejo, ker je tam potem nekdo, ki to stisko sliši, ki bo znal nekako tudi neposredno pomagati človeku, a ne, da ni samo po nekem pisni obliki ali pa z nekimi zamiki, ampak je ta neposreden stik. In tudi lahko potem z teh telefonov, a ne, ljudje, če prepoznajo, da je nekaj ali resnejšega ali hujšega ali za tako večjo, lahko tudi poiščejo potem znotraj mreže, recimo zdravstvenega sistema, tisto ustrezno pomoč. Ampak verjetno je najtežje narediti ta prvi korak, ne, da pacient sam pokliče, pa sam gre tja. Ja. To, kot rečeno, je tisto, kar veliko žal ljudi nekako ustavi ali pa vsaj predstavlja oviro,
čez katero morajo skočiti. Tako da velja tudi spodbuda, če kdo to sliši, pa je pri sebi ali pa pri komu od bližnjih, da je to res. Saj lahko bo samo en pogovor, saj to ni pomembno, ni nujno, da se bo zdaj to neko. Tudi bo vedno človek tudi lahko odločil v naslednjih korakih, koliko bo sprejel česa, ampak to, da se nekje, da še sliši nekdo, pa da to ni samo v enem, namreč naša duša, naša psiha je tako narejena, da so vedno taki odboji nazaj noter vanjo in se lahko in pogosto se zapletemo. Tudi pri preprostih stvareh imamo vsi izkušnjo, če nekaj dvomimo ali spremišljamo, se lahko hitro zapletemo v dvom, ki generira naslednji dvom in na koncu več kot dolg tuhtam, sploh ne vem, kaj bi se odločil ali pa kaj hočem. In pri stiskah je še bolj tako, da se lahko noter toliko zapletem, da sploh na koncu ne vem, a sem, a nisem, a imam take težave kot vsi drugi, ali nimam, ali so večje moje ali ne. Takrat zato je tudi dober en pogovor, da se majčkeno ta megla ali pa ta zapletenost vase malo porazdeli. Že to, ko povem, lahko tudi sam, to je velikokrat izkušnja človeka, povem in sam vidim, niti ne čakam, kaj mi bo ta drug povedal, ali pa ni odgovor drugega ti izključen, ampak da sem nekomu povedal, napisal, da s pisanjem imamo take izkušnje lahko, da naenkrat vidim, tole pa je dobro, da ali nekaj naredim ali pa spremenim. Ste zagovornik zdravljenja z zdravili ali zdravljenja s pogovorom, psihoterapije? Kako sploh deluje psihoterapija? Pri prvem se ne bi kot ali opredelil, ampak in, glede na potrebe pa. In pri mladih, če govoriva o njih, je zagotovo zakonitost ta, da je prvi pogovor in psihoterapija in potem presoja, a je potrebno. In nismo hitri pri tem, nismo brezglavi pri tem, oziroma kolegi, ki se z otroci in mladostniki posebej ukvarjajo, ampak se res presodi, kdaj je to, da je recimo stopnja stiske, stopnja depresivnosti ali če gre za psihozo, psihotičnosti takšna, da rabi določena zdravila. In tudi to potem odločitev za zdravila ne vpliva na to, da potem ni več psihoterapije oziroma se preide potem v farmakoterapijo in se ta prvi del zaključi, ampak gre z roko v roki. In tudi potem, če se zdravila ukinejo, se lahko psihoterapevtsko nadaljuje. Kako psihoterapija deluje? Ja, deluje, imamo nekaj, kar lahko rečemo kar tudi rečemo v stroki skupni dejavniki, kar pomeni odnos, pomeni to, da se terapevt zmore in zna v terapevtskem procesu dobro naravnati, odpreti, vzpostaviti dober stik s svojim klientom, pacientom in da se potem to vzpostavi ena dobra terapevtska zveza, dober terapevtski odnos. Potem je zelo pomembno, da se vse tudi ekstraterapevtske dejavnike zmore dobro integrirati v življenju vsakega človeka. Poleg terapije se ogromno dogaja, ogromno je in notranjih in zunanjih dogajanj in to vključiti, znati in dobro uporabljati svoje tehnike. Vse to je nekaj skupnega vsem psihoterapevtskim pristopom. Potem so pa določene razlike, poudarki, kako pristopiti, se bolj v simptomatiko takoj in usmeriti in jo probati razgraditi, spremeniti se, olajšati, ali pa se bolj gleda nazaj, zgodnejše stvari, razvojne stvari, kako so vplivale ali se gleda na družinske tudi situacije, odnose in tako so poudarki, ki jih določeni posamezni pristopi, posamezne paradigme bolj poudarjajo in tukaj je potem ena taka paleta možnosti. Ko enkrat zbolimo za na primer depresijo, a to pomeni, da bomo jemali zdravila celo življenje? Kako točno je s tem? Ne, ni to, tudi depresija ni takšna, pogosto je v nekih valovih, če tako rečemo, epizodah depresivnih in potem obdobij, ko ni več depresivne simptomatike in ko človek lahko živi brez in dobro in kvalitetno, torej tudi brez simptomov in brez zdravil.
je zakonitost pri antidepresivni terapiji, pri terapiji z antidepresivi to, da kot prvo nekaj časa potrebuje, da prime, torej da nekaj več tednov, da se vzpostavi učinek. In tudi je zelo pomembno, da se ne neha takoj, ko se izboljša stanje, ne. Zdravila lahko in v kar razmeroma visokem procentu pomagajo, da se človek čim boljše počuti, da je razbremenjen, da se tudi tesnoba olajša. Potem je pa pomembno, tako da po smernicah je 6 do 12 mesecev ena takšna priporočljiva doba jemanja. Torej ne takoj, ko je izboljšano, da se ukine, ker se potem lahko ponovi, ker se lahko, tudi zdravilo ni dalo tistega še učinka, da bi se utrdil. Potem pa se presodi, pa se vidi glede na potek, glede na umik simptomov, glede na to, kako se človek lahko že na novo, spet po tej fazi vključi, integrira, zmore funkcionirati, zmore predvsem enega tudi notranjega zadovoljstva pa veselja, užitka. Potem se pa lahko tudi ukine in človek lahko je tudi samo ena epizoda v življenju ali pa nekaj epizod in nikoli več, tako da se ne vztraja na dolgotrajnem jemanju. Živimo v dobi digitalne tehnologije. Kako na duševno zdravje vplivajo družbena omrežja? Ste v zadnjih letih opazili porast anksioznosti in depresije zaradi želje po popolnosti, ki jo povezujemo s temi družbenimi omrežji? Torej, družbena omrežja pa sploh vsa ta informacijska omrežja razširoka so en velik dejavnik, to zagotovo, to lahko opazi vsak od nas, to lahko opazimo pri ljudeh, ki so v različnih stiskah. Načinov, mehanizmov in tako je pa veliko in zagotovo je, če tako pomislimo za mladostniško obdobje, je tako obdobje tudi mladih odraslih in je zelo pomembna neka uveljavitev, sprejetost, priznanje in tako med vrstniki. In zato iskanje tega tudi po spletu je veliko in je zaradi tega lahko tudi veliko neugodnih, kako naj rečemo, vplivov. To, da se recimo veliko mladih zaradi nekih objav, odzivov, ki jih dobijo, slabo počuti in je tudi ta učinek, da je to en tak brezmejen prostor, ki je nenadzorovan, ali pa človek ga ne more, In to, da imaš ti v življenju eno kontrolo nad tem, ali pa en pregled nad tem, kaj se dogaja s tem, kako. Ko ni bilo toliko tega na omrežjih in na široko, si ti imel mlad človek recimo nekaj desetletij nazaj lažji pregled nad tem. Tudi če je imel kakšne negativne ali pa zaplete in težave v odnosih, je vendar bilo to zamejljivo in si vedel lahko, kje in koliko je tega in tudi iskal potem izven tega neke druge odnose in priložnosti. Danes je pa ta prostor tako velik in tako nenadzorljiv, da ti ne veš, kje vse so ti ali pa kam vse je to in koliko še ljudje se s tem ukvarjajo ali ne. Pač vse tisto, kar nas je tako strah, da bom naletel, to je tak univerzalen strah, da bom naletel na neko slabo kritiko, da me bo nekdo nekaj obsojal slabo o meni mislil, me zasačil pri čem, kar ne znam ali ne vem ali nisem dober ali karkoli. Vse to je zdaj toliko bolj razširjeno in da se mora čisto na drug način tudi treba znati s tem, zamejiti, znati ustaviti, znati ugasniti in tako. In to so eni. Ampak tako, če govoriva o načinih, kaj se dogaja preko vplivov teh socialnih in drugih omrežij, je zelo veliko in med sva omenila priznanje, pa to en dober občutek in sprejetost in tako naprej. Potem so pa tudi drugi viri tesnobe pa stiske, to, da berem po spletu, kaj vse se dogaja, kakšni so vse trendi, naj si bo gospodarstveno, politično, okoljevarstveno in tako naprej. To vse lahko je mnoge mlade
precej pretresa in ene posebne ali pa tesnobe, ki imajo prav te vsebine v sebi, ne, za kako bomo preživeli, kako bo s planetom, kako bo z nami, kako bo z vojnami, kako bo z tem, a ne, tako da zelo veliko. Da ne govorimo, da se po spletu dogajajo in se lahko dobijo informacije o vsem mogočem, o drogah, o vplivih mnogih, o nasilju, a ne, tako in tam lahko marsikaj človek dobi tudi idejo ali pa dobi neke ljudi, ki to nekaj razvijajo, prakticirajo, dobi neko skupnost prek tega. Tako, vrsta enih stvari, zdaj sem jih samo nekaj naštel, pa bi jih lahko še več se. Tako da je potreben res videti, kaj točno spravlja človeka v stisko in tudi poiskati en način z njim, za njo, da se to malo zmanjša malo. Kako pa se sploh pripraviti na to neomejenost in vse te informacije, kako lahko pripravimo sebe in naše prijatelje, mogoče otroke, da je tak svet zdaj? Mogoče bolj da pozitivno gledamo na svet, ali to ne bi delovalo sploh? Jaz mislim, da neke take načelne pa preproste rešitve, da zdaj si govorimo, da bo tako, ali pa se prepričujemo, ali pa pogledamo s pozitivne strani. Ne podcenjujem, da je treba pozitivne stvari videti, absolutno jih je treba, ampak nekomu, ki je v stiski, ki je v tem izgubljen ali pa se izgublja, ali pa tako ne bo da se bo postavil pred ogledalo in si govoril, da je v redu in da bo v redu, oziroma karkoli takega afirmativnega, sugestivnega, mislim, da je prešibko, da je veliko močnejše, če in ko je lahko, da se nekaj od tega poskuša spraviti v pogovor, kjerkoli, s komerkoli tudi, ne s komerkoli, ampak v smislu različnih kontekstih. Torej, če lahko, da se tudi, ne vem, da bi se več mladih, ki se s to problematiko ukvarjajo, da se povežejo in da skupaj debatirajo, se pogovarjajo o tem, kako in kaj narediti. Ker ali pa če to lahko doma, ali če to lahko v šoli, na fakulteti, kjer so. Zato, ker ta utelešena prisotnost drugega človeka, to, da se drugi tudi s tem ubada, ne da samo to neko informacijo, kako drug človek, ampak pomeni tudi eno tako zamejitev in en tako vsak stik s drugim človekom pa pogovor z njim ima vrsto, kot smo že prej rekli, pomiritvenih, pa tudi tega, da se, kako z drugim, kako drugi to rešujejo in kako se spopadajo, tako kot en tak, res utelešena prisotnost, kakor se to mogoče čudno sliši, ampak drugega človeka je veliko več kot 100 drugih nekih nasvetov ali pa misli, kaj bi se dalo narediti. Tudi branje, prebiranje o tem, kako drugi ljudje, ne samo tisto hitro branje za par sekund, ampak če je to lahko knjiga, ne, to vemo, da je sicer manj priljubljeno med mladimi, kot je bilo, ali pa kot bi mogoče bilo dobro, da bi bilo, to zdaj kot starejši govorim, tako da me lahko tam mladi vzamejo z rezervo, ampak to, da se nekaj ustavi pa sreča s tem, kako pa drugi ljudje, ker s tem se ta neka skupnost in neko tudi načini, kako se s tem spopadati, širijo, ne, ker če ne zapadamo v te prakse hitrosti in pritiska in predvsem razpršenosti, ki so pa, kot sva rekla, škodljive ali pa dodatno razpršijo človeka. Kakšno vlogo igra pa družina pri duševnem zdravju mladostnika? Igra veliko vlogo, seveda je pa treba vedeti, da so tudi družinski odnosi na pretresu v tem obdobju, tako da to ni enostavna vloga, ali kako hočemo reči, premočrtna. Pri otroku je mogoče bolj premočrtna, čeprav tudi otrok je zelo že živ in ima veliko enih dimenzij v sebi, ampak vendar tako, tam je neka zaščita,
varnost, meje in tako veliko bolj jasno, kako, ali pa vsaj lažje izhajati iz tega, da je to nekako polna skrb teh odraslih in če je le kolikor toliko funkcionalna družina, ne je tako in ne bi bilo tako, Ana. Dočim pol pri mladostniškem obdobju, ravno na tem prepihu med otroštvom in odraslo dobo, je pa seveda se tak mlad človek tudi do svojih staršev postavlja, se nekako išče svoje mesto, svoje stališče, svojo avtonomijo. Tudi se malo že separira seveda od njih, ima svoje teme, svoje prijatelje in tako. Tako da je to, se mi zdi, da ti drugi odrasli v tem družinskem sistemu, stari starši, kdorkoli od udeleženih mora to tudi upoštevati. Tako da je ena absolutno prisotnost, absolutna podpora, absolutno eno pripravljenost biti tam in pomagati. To da čuti mlad, tudi če se upira, pa tudi če to zdaj negira na prvo žogo, pa nekako odklanja mogoče, na videz to zelo rabi in nikakor ni dobro se v tem postaviti. Včasih so kakšni starši pa malo svojega narcisističnega dela malo užaljeni, pa se pol umaknejo, saj me ne mara, saj noče, saj tako. Ne, to ni tako enostavno, oziroma sploh ni, kot rečeno, premočrtno. Rabi tudi to neko soočanja, tega, da se bode z starejšim. Tako da prisotnost, ne pa poseganje, pa tudi če je šibkost na drugem. Se srečam z ljudmi, ki so v tem obdobju lahko šibki, lahko psihotično odreagirajo, lahko imajo kakšne hujše, skratka stiske. To ni alibi za to, da bodo starši ali kdorkoli od skrbnikov zdaj se polno v to vlogo rešitelja in da mora za vse poskrbeti. Mora znati ohraniti, kaj šele pri drugih, ki so v manjših stiskah, to neko, da pustijo mlademu, da sam išče, da sam se išče svojo avtonomijo, pa tudi tam pride pol do velikih seveda trenj pa izzivov, če pa pride do kakšnih vedenj, ki pa niso ali drog ali kakšnih drugih problematičnih vedenj, takrat se to seveda zelo postavi na tnalo, ampak tako je treba je za eno veliko mero pa zelo od posameznika odvisen. To tudi ni, tudi če ima starši več otrok, saj tisti, ki jih imajo, to zelo dobro opazijo, da so zelo različni in rabijo različne prijeme, tudi v mladostniškem obdobju. Ali pa prijeme, pristope ali pa odzive. Kaj pa lahko naredi mlad človek, če ga družina pri reševanju teh njegovih stisk ne podpira? Ja, zdaj, seveda, tudi je to težka situacija, zagatna situacija. Mogoče v enem delu je malo za preveriti, če lahko preveri, če ima toliko zmožnost, če ni preveč jezen pa nezadovoljen pa tako, ampak da tudi ta mladi človek preveri, a res ni podpore, ali je to samo prišlo, ali je prišlo do enega zapleta tukaj noter, ali je to ena stvar, kako se niso čisto sporazumeli, se je mogoče mladostnik močno upiral, je mogoče starš reagiral z eno, kaj vem, jezo, ali pa nič, pa ti ne bom, ali pa ne vem, tako, skratka, tukaj je za to preveriti, če pa videti, a se daš še vseeno, ker so v manjšini tiste družine pa starši, ki bi odrekli povsem pomoč mlademu človeku. Ne rečem, da ni to seveda tudi možno, pa da je to, ampak pa da je veliko lahko neugodnih faktorjev na kupu, kad do tega pride, ampak zdaj, če pa je ta pomoč recimo zelo šibka zaradi česarkoli že ali pa skoraj odsotna, to je pa velik izziv, pa velik na tem mladem, da poišče neke svoje vrstnike, svojo skupnost, svoje dobre odnose, socialno mrežo. Socialna mreža je tisto, ki ujame človeka, da ne pade preveč globoko ali preveč stran.
to. In paziti mogoče, ker veliko ljudi, ki so od teh, ki so bili zelo sami puščeni tekom otroštva, mladostništva, si sebi privzgojijo, nekako oblikujejo precej stroge vzorce, precej so do sebe kritični, nepopustljivi in tako da to tudi en pomemben, vidimo včasih v terapijah, a ne, da so tudi do sebe. Mogli so se sami znajti, seveda so mogli biti zelo fajtati, mogoče bili premočno izpostavljeni temu v enem obdobju, ampak to, kar je bilo takrat preživetveno, jih kasneje lahko ovira, da je zelo dobro, da se znajo tudi omehčati, kar pa spet jim pomagajo odnosi partnerski, prijateljski, tisti, ki so topli pa varni. Mogoče tudi, da tudi če podpirajo mladostnika, mogoče ne verjamejo, da je depresija ali pa anksioznost neka taka resna bolezen. Kako lahko tudi kot družba naredimo, da bomo duševno zdravje začeli jemati bolj resno in brez nekih stigem? Ja, to je zelo dobro vprašanje, v smislu, dobra, velika in pomembna tema, namreč mnogi starši, recimo, ali pa skrbniki, mislijo, da če je zdaj nekdo od mladih ali da ne zmore toliko, da je bolj, da v šoli ali kje drugje, da se ali popustu, ali ne zmore več slediti, ali ne naredi toliko, kot si oni, in to pripisujejo neki lenobi ali pa uporništvu ali pa nečemu takmu. Lahko pa gre za eno resnejšo duševno stisko, duševno motnjo, nekaj, kar rabi zdravljenje, ne kritiko pa dodaten pritisk. Tako da, kaj lahko naredimo? Ja, vedenje, zavedanje, osveščanje, da obstajajo take motnje, kakšne so. Mi se velikokrat srečamo, ja, ko je takle mlad človek pride do nas, pa se pa z njihovimi starši, svojci srečamo, velikokrat so pripisali, vsaj v nekih prejšnjih obdobjih, to, kot rečen, lenobi, upiranju in tako. In ko zvejo, da mi to poznamo kot duševno in da so te zakonitosti, da so prisotne pri mnogih drugih in da to ne paše v lenobo, ampak paše, ne vem, v negativno simptomatiko pri psihozah ali paše v depresivno simptomatiko, pa je težave za voljo, zagonom pri njih ali za hudo anksioznost, ki človeka čisto paralizira in ne more funkcionirati, in da to poznamo in da se tukaj da pomagati in da bo potem, ko bo človek prišel do prave pomoči na to, kar je njegova osnovna stiska, pa bo pa tudi lahko in se bo izkazalo, da se ni upiral in da ni bilo to samo iz ene kaprice pa lenobe, ampak se prej tudi. Tako da čim več takšnih tudi izkušenj, zgodb, znanja je dobro, da bi bilo med ljudmi. Veliko pišete o pomenu duhovnih praks za duševno zdravje. Ali lahko tudi molitev pomaga, da lažje premagamo te duševne stiske? Načelno absolutno ja. Je pa tudi molitev oziroma je zelo pomembno, kaj in kako je to umeščeno v življenje človeka. Ne, vsaka umiritev pa praksa pa ustavitev pri tem, ko mi je težko, pa če lahko imam en otoček, kjer se nekoliko pomirim, ustavim, odprem tudi temu zaupanju, enemu upanju, ki ga imam, najsi bo v Boga, najsi bo v to, da bo nekaj dobrega, nekaj smiselnega v mojem življenju in da se temu posvetim, da je absolutno pozitivno in dobro. In tisti ljudje, ki lahko eno tako svojo prakso, svojo kontemplativno ali molitveno ali vadjo prakticirajo in tako so na boljšem. O tem kažejo številne tudi raziskave in izkušnje ljudi, tako da to je pa seveda to velikokrat lahko povezano s tem, kako se to tudi največkrat človek ni sam v tem ali pa ima neko skupnost, skupino, kjer je to slišal, ali je to iz družine vzel, ali je to nekje drugje tudi pridobil in razvijal. Tako da tudi to je en dodaten lahko pozitiven efekt.
So pa, to pa je tudi pomembno reči, da ni zdaj samo tako nekritično ali pa nereflektirano o tem. Nekateri ljudje so lahko znotraj tega tudi ali razočarani, ali ne čutijo, da to nekaj jim pomaga dovolj, so potem lahko neke stvari, ki so dobre, jih zaradi enih drugih stisk, če nekdo, tako je en fant pred leti mi dobro rekel, a veste, takrat, kadar sem jaz depresiven, takrat ne morem ne teči, ne brati, ne meditirati. Te vse stvari, ki mi sicer zelo dobro pomagajo. Ampak to ne pomeni, da to ni dobro. To samo pomeni, v enem obdobju ni zmogel in je tudi to eno spremljanje človeka, recimo, ali pa na opogumljanje, da premaga tista temna, težka obdobja in se spet vrača k tem dobrim praksam. Hočem reči, da kakšni ljudje so lahko tudi nesorazmerno razočarani ali pa jih nekako jih odvrne od teh praks, ampak tako verjetno, kot ne bi rekli za tek, da je lahko škodljiv, ne moramo to tudi za nikoli reči. Lahko pa v danem trenutku ne deluje in je treba iskati naprej oziroma poiskati in se vsem tega lotevati. To je ena taka večplastna stvar, ki jo je res treba tako potem tudi človek pri sebi, ko se s tem spopada, ali pa ko se tega loteva, da si nalije tako čiste vode. Kakšen je vaš nasvet za mlade? Kaj lahko storijo, da okrepijo svoje duševno zdravje? Ja, takole skozi pogovor sva večkrat omenila, da bi bilo in da je dobro, da ne ostajajo s svojimi stiskami, s svojimi težavami sami, v smislu, da to podelijo. Tudi če nimajo takrat občutka, da bo to pomagalo ali pa da bo to zdaj nekaj rešilo. Naj to ne ustavi, da se podeli, da res ni človek sam, pa da ni, ker, kot smo omenili, se hitro zapleta. Potem lahko v ene notranje kroge, začarane kroge. Druga pomembna je pa, da se vse večje stiske človeka nekako paralizirajo, pasivizirajo, nekako tako, da se počuti, da ne more. In ta premik, tudi če naredim malo stvar, naj si bo, grem na sprehod, pokličem nekoga, grem na neko telesno aktivnost, po možnosti, če je še kdo vključen, toliko boljše, da nekaj pokrenem, tudi da grem molit ali brati nekaj tako, da ne ostanem v tem pasivnem in ruminirajočem, da prežvekujem, premišljam in samo tuhtam, ker preveč tuhtanja je dokazano neučinkovito. In depresivno tuhtanje dokazano vodi naprej v depresijo. Skratka, iti v nekaj, kar pokrenem. Takrat, ko sem v takem stanju, sicer mislim, da mi bo mala stvar, kaj bom zdaj hodil na sprehod, če mi je težko, moram rešiti ta večja stvar, kaj bom zdaj nekam šel, pa nekaj se probal zamotiti. Ne gre za zamotiti samo, gre za aktivirati se, iti iz pasivne v eno delujoče stanje in takrat se odprejo pol horizonti. Ta dva poudarka se mi zdita ključna. Najlepša hvala za odgovore in želim vam veliko dobrega še naprej. Hvala lepa, tudi enako vam. Vam, dragi gledalci, pa hvala, da ste nas spremljali. Sledite nam na družbenih omrežjih in se vidimo naslednjič.